če vemo, da so delavske plače prenizke, če vemo, da je prenizka plača in da niti gola uskladitev z inflacijo pomeni, pomeni, da delavska gospodinjstva po stroških ne bodo dohajala rastočih cen na položnicah in v štacunah, zakaj se torej minimalna plača ne uskladi več? Mi smo vam dali en predlog. Namesto 50 evrov bruto, naj gre gor za 150 evrov bruto, kolikor je zaostanka iz naslova neusklajevanja minimalnih življenjskih stroškov od leta 2016 naprej do danes. Pa nisem slišal nekega dobrega argumenta. Seveda, vladna stran se je branila pred našo kritiko, da gre po liniji golega minimuma, kolikor ga po našemu zakonu o minimalni plači mora izpolnjevati, ne gre pa preko. Ne. Minister Cigler Kralj pri tem svojem popravku ni upošteval zaostalega preračuna minimalnih življenjskih stroškov, ni upošteval tega, da gredo cene osnovnih življenjskih potrebščin bistveno več gor, kot gre gor luksuz. Oboje je pa osnova za preračun inflacije, tako da je inflacija iz vidika delavskih gospodinjstev z nižjimi dohodki fiktivno nizka, v resnici je večja. Je šel krompir gor za 25%, najemnine za 17%, mlek za 7%, kruh za skoraj 10% in tako naprej. Torej, mislim, da moje vprašanje stoji. Če izhajamo iz stališča, da je delavska minimalna plača prenizka in je, in da niti ne lovi rastočih cen življenjskih potrebščin, ampak zaostaja, kupna moč ljudi se manjša, zakaj ne dvignemo na več? Kje je problem? Običajno na temo minimalne plače že 7 let v resnici poslušam vrišč in hrušč in trušč gospodarske zbornice in gospa in gospodov tamkaj, kako bo vse padlo v razsulo, kako gospodarstvo ne bo moglo več dihati, ne vem kaj še vse, kot smo gledali tisti cirkus leta 2018, ko smo sprejemali zakon Levice o dvigu minimalne plače, pa še zmeraj vse normalno dela. Tokrat je vse sumljivo tiho, v tej razpravi nihče ni postregel z argumentom, gospodarstvo ne more prenesti dviga minimalne plače, vse se bo sesulo, kot je prej dejal tovariš Siter. Celo vladna stran ni tega prenesla in zdaj me pač zanima, torej, kje je tisti problem, da se minimalke ne uskladi korektneje, kot se jo, pa bolj, kot se jo je. Kaj je tisti argument proti? En argument proti temu, zakaj ne bi dvigali minimalno plačo več, kakor je to predlagano.